Amnesty International danes predstavlja letno poročilo o stanju človekovih pravic po svetu, ki povzema kršitve človekovih pravic v letu 2011 v 155 državah. Preteklo leto je zaznamoval aktivizem ljudskih množic, zlasti na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki, pa tudi drugod. V vsaj 91 državah so ljudje na ulicah, na protestih, pa tudi preko interneta in drugih medijev zahtevali demokracijo, svobodo in pravičnost. Čeprav so na protestih tvegali celo gola življenja, so protestirali zaradi obupnih socialnih in ekonomskih razmer, izražali želje po političnih svoboščinah ter grozili obstoju avtokratičnih režimov, ki so desetletja vladali železno pestjo in so se zdeli nepremagljivi. Vlade so se zavedale, da je bes ljudi zaradi represije in pomankanja ekonomskih možnosti upravičen, a same niso ukrepale. In velika pričakovanja po spremembah se v mnogih primerih spreminjajo v frustracije ob počasnem tempu resničnih premikov. Vlade nadaljujejo s slabim vodenjem, ki je proteste sprožilo. Nadaljujejo s ščitenjem močnih in z represijo nemočnih. Odzivi vlad na proteste so bili velikokrat brutalni. Pogosto so zahtevali smrtne žrtve. Do mučenja ali slabega ravnanja je prišlo v najmanj 101 državi, v številnih primerih zato, ker so sodelovali na protivladnih demonstracijah. V Egiptu je minilo že več kot leto, odkar je bivši predsednik Mubarak odstopil in odkar vlada vojaški režim, ki naj bi bil zgolj tranzicijska oblast. V tem času je bilo več kot 12.000 civilistov preganjanih strani vojske ali postavljenih pred vojaško sodstvo. To je več kot pa v celotni 30-letni Mubarakovi vladavini. V Libiji je Gaddafijev režim pred njegovo smrtjo ugrabil in mučil tisoče nasprotnikov režima in drugih pridržanih. Iranska vlada je izjemno posegla v svobodo medijev. Bahrajn je protestnike grobo zatrl s pomočjo Saudske Arabije in strinjanjem Združenih držav Amerike. Brutalnim odzivom smo bili priča na globalni ravni. Od Burkine Faso, Senegala, Malavija do naslednic Sovjetske zveze in Amerik. Tudi v Grčiji in Španiji so proti protestnikom uporabili prekomerno silo. Domače vlade so tako postavljale samo okoriščanje pred interese državljanov, dobiček pred človekove pravice. Vendar se mednarodni sistem ni odrezal nič bolje. Zahodne vlade so se oklepale svojih posebnih odnosov z represivnimi režimi v regiji, ki je strateško pomembna zaradi nafte in plinskih rezerv. Varnostni svet Združenih narodov, ki je zadolžen za varovanje miru in varnosti v svetu, ni ukrepal ne v Siriji, ne v Šrilanki in ne v Sudanu. S tako prakso delovanja se zdi varnostni svet odvečen, podvržen pa ni nikakršni odgovornosti za svoje odločitve in ravnanje. Stalne članice varnostnega sveta očitno branijo suverenost držav, kadar jih ta ščiti pred drobnogledom njih samih ali pa jim pomaga negovati dobičkonosne odnose z represivnimi režimi. Rusija in Kitajska sta delovali kot ščit, ko je Sirija izvajala zločine proti človečnosti. Ruski veto na odločitev varnostnega sveta je pospremilo poročilo o nadaljevanju prodaje orožja te države sirski vladi. 5 stalnih članic varnostnega sveta so ravno tiste države, ki opravijo največ trgovine z orožjem. Skupno ZDA, Rusija, Francija, Velika Britanija in Kitajska izvozijo kar 70% svetovnega orožja. Amnesty International je dokumentirala, da so zahodnoevropske države, ZDA in Rusija, dobavljale vojaško in policijsko orožje in drugo opremo ter naboje Bahrajnu, Egiptu, Libiji, Siriji in Jemnu v letih brutalne represije pred vstajami. Do teh poslov ne bi prišlo, če bi obstajal nadzor nad trgovino z orožjem. Najmanj 60% kršitev človekovih pravic, ki jih je na globalni ravni dokumentirala Amnesty International, je vključevalo osebno in lahko orožje. Ostaja vprašanje, kako lahko svetovni mir in varnost zaupamo prav državam, ki lahko izrečejo veto na prav vsako odločitev varnostnega sveta in ki imajo hkrati največje milijardne dobičke od svetovne trgovine z orožjem. Očitno je, da bodo, dokler bodo imele absolutno moč veta in dokler ne bo vzpostavljena močna pogodba o nadzoru trgovine z orožjem, glasovale z mislimi na njihov žep in ne na svetovni mir. Njihova vloga varuha svetovnega miru je vnaprej obsojena na neuspeh. Če povzamem, smo bili v letu 2011 priča spodletelemu vodenju, tako na ravni posameznih držav, kot na globalni ravni. Kako naj spet prevzamejo vlogo kot legitimni voditelji? Prvič,
Prenehajo naj z dvoličnostjo. Vlade, ki trdijo, da spoštujejo človekove pravice, morajo prenehati ščititi diktatorje ali druge politične liderje zgolj zaradi lastnih zavezništev. Drugič, svoje mednarodne odgovornosti morajo vlade vzeti resno. Pravice, mir in varnost je treba postaviti pred dobiček, lastne interese ali vzdrževanje statusa quo. Države naj pokažejo svojo predanost in julija na posebni konferenci Združenih narodov o konvenciji za nadzor orožja poskrbijo, da bo sprejeta močna konvencija, ki bo prepovedovala transferje konvencionalnega orožja, kadar bi to orožje lahko bilo uporabljeno za kršitve človekovih pravic. In tretjič, le menjava posameznih voditeljev ne zadošča za dolgotrajne izboljšave. Vlade morajo investirati v sisteme in strukture, ki temeljijo na človekovih pravicah in vladavini prava.